Podobe znanja. Maščobe so sestavni del vsake celice v telesu in so nujne za njeno delovanje in presnovo. Svojvrstna oblika, ki jo maščobe v celici zavzamejo, pa so maščobne kapljice. V slednjih se, tako kot je bilo včasih mišljeno za maščevje, tudi danes ugotavlja, da niso zgolj zaloga energije za hude čase, temveč se vključujejo v kompleksne signalne poti. Med drugim lahko sprožijo celično smrt. Še bolj presenetljivo pa je, da so v nekaterih primerih prav maščobe ključne za razvoj in rast tumorjev. Kako so nova spoznanja o maščobnih kapljicah lahko zaveznik pri iskanju protitumorskih zdravil, raziskuje tokratni gost Podob znanja, izredni profesor dr. Toni Petan z Inštituta Jožef Štefan. Izredni profesor dr. Toni Petan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Ko govorimo o maščobah v telesu, večina od nas najprej pomisli na maščevje, na tkivo, ki ga lahko primemo, ki se ga lahko dotaknemo. Vas, dr. Toni Petan, pa zanimajo maščobe na popolnoma drugem nivoju, in sicer na nivoju lipidnih kapljic oziroma maščobnih kapljic. Pa me zanima, zakaj gre? Ja, lipidne kapljice so pa v bistvu znotraj celice, tako da, ko govorimo o maščevju, govorimo o adipocitih ali pa o maščobnih celicah, In zdaj, maščobna celica, njena specialna naloga v našem telesu je, da hrani čim več maščob, In kot taka, znotraj ima eno maščobno kapljico, Ampak tudi druge naše celice imajo maščobne kapljice, samo da si jih ne vidi tako dobro, In vse naše celice, pa tudi vse eukarionske celice, pravi kvasovka, rastline, vse celice imajo lipidne kapljice, le da so zelo majhne. To se pravi, zdaj, če gledamo na tem celičnem nivoju, vsaka celica bo uporabljala tako lipidno kapljico kot zaloga energije in kot zaloga maščob za zelo različne potrebe, In približno 15 let nazaj smo ugotovili raziskovalci, da te kapljice niso samo inertne kapljice, dolgočasne kapljice, dolgočasna maščoba, ampak da imajo funkcije. In v celičnim predelkom, ki imajo specifične funkcije ali pa več funkcij, pa rečemo organela. In zato je ta oljna kapljica, ki so jo opazili prvič s mikroskopom, verjetno kakih 150 let nazaj, je že zelo dolgo znana, ampak šele takrat, šele 15 let nazaj, 20 let nazaj, je dobila status celičnega organela. Tako da to je ena zelo nova stvar in zelo aktualna in zelo razburljiva stvar za raziskovati. Tako da praktično karkoli odkrijemo je zelo novo. Zakaj pa je dobila recimo status organela, nekega celičnega organa? Zaradi tega, ker, kot sem rekel, organeli po definiciji morajo imeti neko funkcijo. Ponavadi, naprimer mitohondriji, vsi veste, da mitohondrij je zadolžen za metabolizem hranil in proizvodnjo energije v obliki ATP-ja. Poleg tega ima ogromno drugih funkcij, seveda. In torej, kapljica, ko so odkrili prve proteine, ki so vezani na površini kapljice, ki jim rečemo perilipini, te so odkrili nekje v 90-ih letih. Od takrat naprej je trajalo 20 let, da je dozorela ideja, to niso samo zaloge, ti proteini ščitijo to zalogo, potem ti proteini omogočajo kontrolo nad tem, kdaj se bo ta energija ali pa maščoba sprostila iz teh lipidnih kapljic. In potem so tudi začeli počasi ugotavljati, da se pojavljajo pri različnih boleznih, naprimer pri številnih rakih, pri metaboličnih boleznih, različna tkiva imajo, kopičijo te kapljice, Potem pa, da so dinamične, to se pravi, da ne samo, da se kopičijo, ampak lahko tudi izginejo. Naprimer, v možganih so jih dolgo iskali, jih niso videli. Ampak takoj, ko možgansko tkivo ali pa recimo pri muhah so delali te raziskave, izpostaviš hipoksiji ali pa oksidativnemu stresu, se kapljice pojavijo. In torej imajo neke vloge, ki presegajo samo funkcijo zaloge energije. Te kapljice sva poimenovala in oljne kapljice in maščobne kapljice in lipidne kapljice.
govoriva pač o istih kapljicah, ne? Ja, tako je, ja. Raziskovalci se niso mogli zediniti, ne, tako da, kot sem rekel, ko taka stvar dozori v znanosti, ponovadi različne skupine delajo na različne, recimo tisti, ki so delali na rastlinah, so jim rekli oleosomi, a ne. In tudi protein, ki je bil identificiran tam na kapljici prvi, je oleozin. Medtem tisti, ki so delali na živalskih celicah, so jim rekli lipidne kapljice ali ekosomi, celo se mi zdi. Tako da iz različnih smeri, na koncu smo raziskovalci ocenili, da to je v bistvu ista stvar. Ko smo jih pogledali z elektronskim mikroskopom, smo ugotovili, da ta oljna kapljica, se pravi, če si predstavljate dobesedno oljno kapljico doma, imate olje, če ga date v vodo, se naredi ena lepa kapljica. Recimo, približno to je kapljica v naši celici, približno, zelo približno. Veliko manjša, okrog 500 nanometrov recimo, ampak ta kapljica je v vodnem okolju, rečemo, zaradi tega, ker naša celica je načeloma vodno okolje, in potem imaš not membrane in organeli, ki ščitijo neko notranjost, ki je tudi vodno okolje, naprimer pri mitohondriju. Ampak ta kapljica ima pa zelo hidrofobno okolje. To pomeni, ne mara vode, to vsi vidimo, ko zlijemo olje v vodo, se ne marata. In zdaj je celica mogla najti tekom evolucije način, kako uporabljati to olje, kljub temu, da ni topno, da se ne povezuje rad z proteini in s to vodno fazo, ki je v celici. In zato je kapljica posebne strukture, ima unikatno strukturo med organeli. Ima hidrofobno jedro in v njem so, rečemo, nevtralni lipidi, to so v bistvu maščobe. Olje ali pa recimo živalska maščoba, to si vsi predstavljate. To je v sredici kapljice. In ta sredica je obdana samo z enim slojem fosfolipidov, to so pa eni taki kot molekule, ki omogočajo, da je ta oljna kapljica se dotika vodne faze na drugi strani, ki ublažijo ta stres, ko interagirata olje in voda. In potem ta fosfolipidni monosloj je pa obdan še s proteini, ki vse skupaj dodatno stabilizirajo, zaščitijo in uravnavajo njen življenjski cikel te kapljice in njeno usodo, v celici. Dr. Toni Petan, omenili ste, da se v teh maščobnih kapljicah hkrati lahko skladiščijo maščobe, potem pa ste omenjali tudi, da so povezane z rakom in z boleznimi lahko. Pa me zanima, kako to, da imajo pač te maščobne kapljice nekakšno dvojno vlogo. Zakaj prihaja do tega? Vsi organeli imajo več vlog, nimajo samo ene vloge. Pri kapljici je zaenkrat ali pa nam najbolj znana, njihova najbolj enostavna vloga, in to je, da so zaloga maščob. Iz teh maščob se sprostijo maščobne kisline, ki potem se recimo v mitohondriju predelajo in iz njih dobimo energijo za delovanje celice. To je ta enostavna vloga. Ampak mi raziskovalci kljub temu ne vemo, kako ta proces poteka in kdaj poteka, in ne vemo, kdaj je kapljica ključna samo zaradi proizvodnje energije ali drugih funkcij, ki se zdaj počasi razkrivajo. Dejansko je zdaj boom odkrivanja novih funkcij, ki so zelo eksotične, lahko rečemo. Nekaj, kar presega lipide. Sicer sami delamo na tem, naprimer, kako kapljica uravnava recimo celično smrt. Kako kapljica lahko, ena taka maščobna zalogica, vpliva na usodo celice, tkiva, tumorja ali pa celo organizma. Pa bi vas kar na tem mestu vprašala, ko ste omenili celično smrt. Ta proces raziskujete samo v zdravih celicah, ali raziskujete tudi pač pri tumorskih celicah, ker ste pač omenili, da je verjetno ključen v celem spektru, ne glede na to, ali je celica zdrava, ali ne? Ja, tako je. Mislim, ferroptoza je tudi en zelo nov koncept v bistvu zaenkrat, kot da v bistvu več oblik celičnih smrti poznamo, in ferroptoza je med tistimi novejšimi, recimo konceptualizirali so ga nekje 13 let nazaj približno, tako da v bistvu temu rečemo ferroptoza, in za ferroptozo je značilno, da potrebuje lipidno peroksidacijo, to se pravi poškodbe, oksidativne poškodbe maščob. Gre za to, da kisik poškoduje maščobo, tako kot recimo žarko olje? Tako, kot žarko olje. Vsi poznate ta občutek, ko zaužijete žarko olje, to je oksidacija maščob, in te maščobe so shranjene v lipidnih kapljicah. Ampak ne samo to, lipidna kapljica te maščobe prerazporedi po celici in te maščobe tvorijo membrane, celične membrane potem.
te iste maščobe. In prav oksidacija teh membran potem je tisto, kar nepovratno lahko poškoduje celico. A ne? In ker gre za oksidacijo, gre za take verižne reakcije. Membrana celice? Ja. Membrane so torej ograjujejo vse organele. A ne? Tako da mitohondrij ima dvojno membrano celo, Golgijev aparat, lizosomi, a ne, jedro ima svojo membrano in tako naprej. Tako da to so znotrajcelične membrane, še največja organela, recimo endoplazmski retikulum, ki je nekako centralni membranski organel v celici, bi rekel, in dejansko se iz njega tudi proizvajajo kapljice, ne, mimogrede. In plazemska membrana, torej ta, ki obdaja celico. Tako da pri ferroptozi gre za to, da ta poškodba se zgodi nekje znotraj celice. Ne vemo točno kje. Mi raziskovalci raziskujemo kje. Na kateri membrani, na katerem mestu, to je zelo težko ugotoviti. In potem, ker gre za verižno reakcijo, se ta poškodba, ne, ta oksidacija prenaša po teh znotrajceličnih membranah in organelih, se ukvarjajo lahko različni procesi in če celica ne uspe tega preprečiti, pride do plazemske membrane, do te zunanje membrane celice, ki potem poči in takrat rečemo, da se je zgodila ferroptotska celična smrt. A ne? Če se premakneva k celični smrti, konkretneje k ferroptozi in povezavi z rakavimi celicami, kakšna je pa potem zgodba tu? Ja, pri raku je zelo zanimiva zgodba. V bistvu trenutno najbolj aktualna in najbolj zanimiva zgodba na celem področju ferroptoze, a ne, ker pri ferroptozi ne vemo, a ne, točno še zakaj bomo to znanje uporabili v kliniki enkrat, ampak postaja zelo, zelo jasno, da bo najprej to pri rakavih boleznih najbrž, ker smo že najdli mi, drugi raziskovalci, da so nekatere vrste rakov še posebej občutljive na ferroptozo. To pomeni, da z lahkoto sprožimo ferroptozo v teh rakih. In to še posebej so včasih taki raki, naprimer, ki so zelo agresivni, ki zelo radi metastazirajo naprimer v limfno okolje. Tudi taki raki, ki so zelo odporni na kemoterapijo. A ne? Tako da v bistvu, če imamo še ta način, a ne, če lahko mi sprožimo ferroptozo v določenem raku, v določenem okolju tumorja, torej, a ne, lahko pobijemo tiste rakave celice, ki so še najbolj agresivne. A ne? Tako da na tem se ogromno dela. Trenutno in tudi mi delamo na tem, kako bi kapljice uporabili za to. Ne? To se pravi, kapljice kot zalogo teh substratov, teh polinasičenih maščobnih kislin, ki se najlažje oksidirajo, torej kapljica sama, torej z manipulacijo te kapljice mi lahko manipuliramo tudi usodo teh rakavih celic. To je naš cilj. A ne? Zakaj pa je ta možnost, ta uporaba, ki ste jo opisali, pravzaprav sploh možna pri teh rakavih oziroma tumorskih celicah? V bistvu, ko govorimo o maščobah in o celicah, ne govorimo tudi o presnovi, o metabolizmu na drug način. Ne? In zdaj, metabolizem ali pa presnova rakavih celic je zelo spremenjena. Ne? In ne samo, da je spremenjen nepovratno, ampak je pa, rečemo, plastičen. Zelo dinamično se lahko spreminja glede na okolje, v katerem je tumorska celica. Raziskovalci vemo, da ta sposobnost rakavih celic, da spreminja svoje lastnosti glede na okolje, v katerem se nahaja, je bistveno za napredovanje raka, za recimo rast tumorja, tudi ko nima kisika, ko nima dostopa do krvi, tumor zna rast, a ne? Torej nima dostopa do hranil, a kljub temu raste. A ne? In tukaj pridemo do tega metabolizma, torej, a ne? Tumorska celica mora sama znati tako spremeniti metabolizem, da zadosti svojim potrebam tudi v odsotnosti zunanjih hranil, kar naše normalne celice ne morejo. In potem pri tem uporablja tudi kapljice, ne, kot to zalogo maščob, torej ne samo za energijo, za golo preživetje bi rekli, ampak tudi za sintezo membran. Če hočemo iz ene celice dobiti dve celici, kar pač, torej da se celice razdeli, rabimo komplet novih membran, če zelo enostavno povem. Tako da celica mora na novo sintetizirati ves svoj material. A ne? In če to hoče brez hranil narediti, metabolizem mora biti zelo, zelo agresivno spremenjen in rakava celica mora zna najti zelo različne načine, kako priti do esencialnih, do teh ključnih lipidov, torej ne samo sladkorjev, glukoze, a ne, ki je mogoče še najbolj raziskana aspekt rakavega metabolizma, ampak tudi
maščobe ali pa lipidi postajajo zdaj nekako prihajajo v spredje. Če mi preučimo, kakšna je presnova rakave celice, komu primanjkuje kisika, na primer, in vidimo, da kapljica se takrat naredi in zdaj že vemo, da ta kapljica pomaga pri proizvodnji energije, in to, da vemo, pomeni, da poznamo točke tega mehanizma, kako so encimčki povezani v neko verigo dejanj, da prideš do takega rezultata in potem lahko načrtujemo inhibitorje ali pa jih že imamo, ampak za te posamezne stopnje tega procesa. Zaenkrat je malo takih zdravil, ampak ogromno delamo na tem, torej, da bi dejansko z ciljanjem takih presnovnih encimov, presnovnih poti, z ugašanjem teh presnovnih poti onemogočili raku, da napreduje. Če se vrnem na ferroptozo, je pa v tem primeru najbolj enostavna ideja, ki jo trenutno raziskujemo, je to, da pač omogočimo tem rakavim celicam večjo dostopnost teh polinenasičenih maščobnih kislin. Za tisto konkretno celico bojo slabe, zaradi tega, čim več jih bo v membranah rakave celice, tem lažje se bo oksidirala. In tudi se dela na tem, da se zraven doda tako, rečemo temu induktor ferroptoze, nekaj, kar bo olajšalo to oksidacijo, kar bo še malo spodbudilo to oksidacijo. In zdaj tukaj pridemo mi še kot tisti, ki delamo na kapljicah, če ugasnemo sintezo kapljic, če preprečimo, da se kapljice tvorijo, smo že ugotovili, da je celica še na slabšem. Tako da nekako z različnih aspektov probamo sprožiti to celično smrt potem v takih odpornih rakih. To področje res veliko, da odpira veliko novih možnosti. Pa me zanima, zakaj ste raziskovalci, znanstveniki tako prepričani, da to področje toliko obeta oziroma da bo odgovorilo na veliko vprašanj. Ja, to je zelo dobro vprašanje, zakaj sploh raziskujemo kakšno stvar, to je zelo filozofsko vprašanje kot prvo, ampak mislim, da je ta naša znanstvena radovednost prva, pri znanstvenikih, ali pa vsaj pri sebi tako čutim, da je tista radovednost, ki nas najdlje in zelo neprečakovano daleč lahko pripelje in tega ne moreš splanirati. Drugi del odgovora je pa to, da zdaj imamo že dosti dokazov, vsaj za ta scenarij, ko sem ga opisal, se je nabralo v zadnjih 15 letih precej dokazov, torej raziskovalcev iz celega sveta, nikoli ne govorimo samo o tem, kaj se je naredilo v enem laboratoriju, torej ko govorimo o vsem tem, govorim skupaj, kaj se dogaja na področju, tako da ta skupna znanost nam potem omogoča, da postajamo vse bolj in bolj prepričani, v recimo en scenarij. Tako da zdaj gre samo za to, v tem konkretnem primeru pri raku, da najdemo ta prave terapevtske scenarije, torej inhibitorje, zdravila načrtujemo in tako naprej. Medtem ko razumemo torej osnovo procesa, in to je bistvo za nas. In nedvomno bo prišlo tukaj do terapevtskih rešitev. Medtem ko naprimer na kakšnih drugih področjih, kjer ferroptoza zelo nova stvar, recimo ferroptoza je torej zelo neraziskana pri fizioloških procesih. Torej, če razmišljamo o tem, zakaj ta celična smrt sploh obstaja, ker celična smrt, rečemo, da je to regulirana celična smrt, torej celice so razvile neke sisteme in protokole odziva na take poškodbe. In zaenkrat se kaže, da bo to zelo aktualno pri nevrodegeneraciji, naprimer pri Alzheimerjevi bolezni še najbolj, kjer so koincidenčno tudi kapljice, recimo so jih med prvimi opazili, ko so gledali tiste fibrile. In tudi recimo pri kakšnih infarktih, kjer pride do naglih sprememb, akutnih poškodb tkiv ali pa recimo ledvica ali pa srca in tako naprej. Takrat pride do velikih fluktuacij kisika in hranil. Ker ravno nihanje v hranilih, recimo prisotnost kisika, so lahko neki stresni dejavniki. Ja, točno tako. In ena od stvari, ki me fascinira pri kapljicah še najbolj je, da se kapljice dejansko tvorijo v vseh celicah, od kvasovke do človeške celice, ko celici primanjkuje hranil, kar je paradoks. Zakaj bi zdaj celica hranila, sintetizirala to kapljico? Sintetizirala pomeni, da celico stane veliko truda, veliko energije porabi in veliko gradnikov porabi, da sintetizira celoten organel. Tukaj ne gre samo za to, da je ona skladiščila nekaj, kar je imela, ampak je mogla načrtno
narediti, ne vem, če si predstavljate zdaj, pomanjkanje prihaja, dajmo narediti tovarno ali pa dajmo narediti 100 tovarn. Torej moramo zelo pametno se odločiti, kaj bomo naredili v tistem primeru, če prihaja taka kriza. In celica torej naredi kapljice. Zakaj? Ne vemo. Mislim, raziskujemo. Tako da ena je seveda ta zaloga energije, nekaj, kar nam je mogoče najbolj logično, da ima boljši način hranjenja, dolgoročnega hranjenja energije, ker not so shranjeni trigliceridi, torej to olje, ki je najbolj učinkovit način shranjevanja energije v naših celicah, ker je najbolj učinkovito spakirana, najbolj na gosto spakirana ta maščoba. To je en tak najbolj enostaven aspekt, ampak odkrivamo tudi druge stvari. Naprimer, kako se ta maščoba potem porazpodeli po celici, je zgleda veliko bolj ključno, ker te kapljice imajo take lastnosti, kot odkrivamo zdaj, da se zelo hitro gibljajo po celici. To niso pasivni in dolgočasni organeli, ampak zelo dinamično se premikajo po celici in stopajo v kontakte z drugimi organeli, mitohondriji, lizosomi. Lizosomi lahko razgradijo celo kapljico naenkrat, če je potreba po energiji blazno velika, naprimer, medtem ko kapljice se pa zelo bolj nežno dotikajo mitohondrijev, recimo, in si izmenjujejo hranila, dajejo maščobne kisline tem mitohondrijem za proizvodnjo energije, naprimer. Naloge, ki jih imajo maščobne kapljice, so torej zelo široke. Povezane pa so tudi z vnetjem. In tudi na tem področju ste dosegli kar nekaj raziskovalnih uspehov v smislu, da vam je uspelo dokazati signalizacijsko pot, ki je povezana z vnetjem. Tako, kako so kapljice v bistvu povezane z nekim vnetjem, kar je dosti nepričakovano bilo na začetku. Zakaj je bilo nepričakovano? Bilo je zelo nenavadno, torej pričakovati, da bo neka presnova bila povezana z vnetjem, zaradi tega, ker o vnetju govorimo, ko govorimo o nekih zelo natančno reguliranih, uravnavanih procesih, ki se sprožijo na točno določen signal in ki se ugasnejo na točno določen signal. Pri presnovi pa razmišljamo o nekih dolgoročnih spremembah hranil, hranjenju, energiji in tako naprej. Tako da dejansko smo začeli to raziskavo tako, da smo čisto na drugem koncu bili. Študirali smo, kako je fosfolipaze, to so encimi, torej, ki pohrustajo membrane in iz teh membran pridejo ven take maščobne kisline, ki se pretvorijo potem v vnetne molekule, vnetne signalne molekule, ki jim rečemo eikozanoidi. Mimogrede, ta pot, ta tvorba eikozanoidov je že dolgo znana in recimo, ko vzamete aspirin ali pa ibuprofen, preprečite to pot, in to vnetje v tem primeru je tisto, ki vam bolečino tudi sproži. Tako da aspirin vam pomaga na ta način, blokirate to pot. In zdaj, to, kar mi nismo vedeli takrat, je bilo, mi smo dejansko študirali, kako je to vnetje povezano z rakom. To smo študirali torej vlogo teh encimov fosfolipaz pri raku dojke, in videli smo, da v bistvu ti encimi zelo močno vplivajo na to, kako dolgo te celice preživijo brez hranil. Ampak tega nikakor nismo mogli povezati s tem procesom vnetja. Nikakor ni šlo. In potem smo v bistvu čisto po nesreči naleteli na to, da se v teh celicah tvorijo kapljice. V teh celicah, ki smo jih detektirali s to fosfolipazo, so bile bogate s temi maščobami, ki sem jih prej omenil, polinenasičenimi maščobami. In iz teh se prav sintetizirajo te vnetne molekule. Torej, te kapljice so bile bogate z substrati, rečemo, so postale vir za te vnetne molekule. In te vnetne molekule se potem iz celice izločijo in torej ne delujejo samo na eni tumorski celici, ampak se izločijo v okolje, delujejo na sosednje tumorske celice in na imunske celice in na ta način zelo različne stvari sprožijo, med drugim utišajo imunski odziv, torej zato, da rak lažje nadaljuje svojo pot, bi rekli, obenem pa stimulirajo same rakave celice, da se še hitreje delijo. Tako da, to je nekaj, kar je meni nekako uspelo. Torej, povezati ta prenos maščob iz membran v kapljico in iz kapljice ven iz celice, zato, da bi se sprožilo vnetje, je nekaj dosti novega. In to v teoriji, če bi recimo želeli to preprečiti, lahko pač potem... Tako, imamo take recimo inhibitorje, snovi, organske majhne snovi, s katerimi lahko specifično, to se pravi tarčno, preprečimo tvorbo lipidnih kapljic.
Torej, če damo celicam tak inhibitor, recimo, to je potencialno bodoče zdravilo, torej preprečimo, da kapljice sploh nastanejo. In s tem smo dokazali, da smo ugasnili tvorbo teh vnetnih faktorjev. To je bilo še posebej zanimivo zaradi tega, ker smo dokazali na ta način, da so v tem primeru kapljice res nujne za ta proces, da niso sam mimo grede pomagale, ker da ni se proces potem preusmeril po neki drugi poti, kar se dogaja dostikrat v celicah, ampak da so kapljice v tem primeru dovolj, torej inhibicija kapljic je dovolj v tem primeru, da smo preprečili sintezo teh vnetnih in protumorigenih faktorjev, rečemo, ker stimulirajo rast raka. Kako zahtevno pa je pravzaprav potem raziskovati in te vnetne procese, kjer je dolga veriga nekih signalov in po drugi strani potem te presnovne procese, ki pa so tudi zelo kompleksni v celici. Kako je to zahtevno pri maščobnih kapljicah? Mislim, na splošno pri lipidih, torej maščobe so lipidi, rečemo, da se noben s tem noče ukvarjati med znanstveniki, ker lipidi so nekaj blazno zapletenega. In sicer zelo poenostavljeno povedano, ko raziskovalci preučujemo, kako celica deluje, recimo kako kak gen deluje, kako kak protein deluje. Iz preteklosti smo se naučili, kako spreminjati gene in proteine, torej lahko ugasnemo, utišamo en gen, rečemo, s tem utišamo tudi sintezo tega proteina, za katerega ta gen zapisuje. No, lipidi pa niso zapisani v našem genomu. Torej, lipidi nastanejo, lipidi so metaboliti, torej nastanejo kot produkt verige encimskih reakcij. In tudi pridobimo jih seveda s hrano. Tako da potem jih naše celice obdelujejo in predelujejo v zelo različne oblike. Poznamo več tisoč različnih lipidov. In tukaj pridemo do drugega izziva. Kako zaznati vse te je izziv. Tukaj smo zdaj raziskovalci prišli recimo do velikih prebojev, zdaj govorimo lahko o lipidomiki, tako kot smo govorili o genomiki, proteomiki, zdaj je na vrsti lipidomika. Torej, da znamo, zdaj recimo pri naših raziskavah, sodelujemo sodelavci iz Dresdna, iz Prage, ki delajo samo na tem, da razvijajo torej metode za detekcijo, za zaznavo in kvantifikacijo, da ugotovijo, koliko je katerega lipida v celicah. In temu rečemo lipidomika. Tako da oni nam pomagajo, da razvozlamo, kaj dejansko kapljica naredi, če spremenimo kakšen encim, ki deluje na kapljici, kaj se potem zgodi na celičnem nivoju, na vseh membranah, naenkrat lahko pogledamo. In je ogromno podatkov, je čisto en tak drug pristop. Ampak na splošno gledano, ta drugi izziv je točno to, kar sem že omenil, da ker lipidi niso kodirani v genomu, torej ne moramo na enak način ugotavljati vlogo posameznih lipidov, tako kot ugotavljamo vlogo genov. Pri genih to naredimo tako, da naredimo, torej ga izbijamo s CRISPR-Cas tehnologijo, zdaj po novem recimo, ali pa induciramo prekomerno delovanje gena ali pa sinteze proteina, naprimer. In na ta način ugotavljamo, kaj se je zdaj spremenilo in potem sklepamo nazaj, ta gen verjetno to dela, ker je zdaj recimo povečana delitev celic. Očitno ima vlogo pri delitvi celic. Pri lipidih je to težko, ker zaenkrat še ne znamo izničiti enega lipida v celici. Pri nekaterih primerih, če to poskusimo, je to smrtno za celico, naprimer, če poberemo ves holesterol ali pa fosfolipide iz celice, ne bo membran, ne bo organelov, tako da to je zelo kritično potem. Tako da probamo raziskovalci najti način, da označimo te lipide z raznimi markerčki, z barvami, tako da jih lahko lažje vidimo pod mikroskopom, kako se premikajo, kje se zadržujejo, v katerih organelih. To kombiniramo z takimi pristopi, genetskimi in farmakološkimi pristopi, to pomeni, da spreminjamo delovanje encimov, ki so vpletene v presnovo teh lipidov. In potem sklepamo, kaj se je zgodilo. Tako da to je ena taka huda detektivka, ki je zelo zanimiva. Izredni profesor, dr. Toni Petan, najlepša hvala za ta pogovor in veliko raziskovalnih uspehov v prihodnje. Hvala lepa, hvala za vabilo. Z izrednim profesorjem dr. Tonijem Petanom z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Klara Jurečič. Podobe znanja.